na kaj biti pozoren, tako da bo neke vrste predavanje, potem bomo pa šli v sobe, v breakout rooms in imeli praktičen del. Tako da, Kaja, ti predajam besedo. Hvala, Bojana, in pozdravljeni vsi na delavnici Uspešna komunikacija preko video platform. Moje ime je Kaja in hvala Bojani za tako lepo predstavitev. Če začnemo v bistvu z enimi takimi samo navodili, kako bo delavnica potekala, bo precej praktična, tako da bomo vse orodja, ki jih bom predstavljala tekom delavnice, tudi sami poskusili na vaši strani. Če pa imate kakšno goreče vprašanje, saj načeloma bom poskusila čim več razložiti tekom delavnice, ampak če imate kakšno goreče vprašanje, pa imate možnost spodaj na Zoomu raise hand, pa mi bodo vtisovke pomagale, da bom odgovarjala tudi sproti, ker kdaj je res kakšno vprašanje, ki pride takrat na voljo, potem pa človek pozabi. Imela bom tudi tak smerokaz, se pravi, thumbs up bo, če razumete, nekje tukaj je, ne vem prav točno, to je pa, da sem šla čist mimo in da niste razumeli prav nič, ne? Tako da za najboljšo izkušnjo same delavnice bi predlagala, da odprete vsi kamere, lahko ostanete na mute, ampak predvsem zaradi tega, da vas potem tudi jaz vidim in lahko tudi tekom cele delavnice usmerjam. Če pa želite imeti video na off, pa tudi prav, boste pa samo poslušali, ne? In opazovali. Dobro, preden začnem, bom samo omenila malo o body awarenessu kot takemu, zakaj ta program, zakaj sem ga ustanovila, in potem gremo v delavnico. En tak disclaimer imam, ne, body awareness sem jaz ustvarila iz neke potrebe po praktičnem znanju, po orodjih, ki jih ponavadi slišimo, nikoli pa ne uporabimo čez celo telo. In izhajam iz igralstva, kar pomeni, da sem najprej poskusila praktično in šele potem je šlo to skozi neki mentalni proces, ker mislim, da se edino tako naučimo, da spravimo res vso informacijo, kar jo imamo čez celo telo, ne samo skozi naš mentalni del možganov, ki je pač trenutno zelo obremenjen, potem pa pozabimo nekaj od vrata dol, pa telo visi, ne? Body awareness se ukvarja v bistvu z eno tako zelo preprosto filozofijo in sicer z nekim boljšim zavedanjem sprejemamo boljše odločitve in potem tudi dosegamo boljše rezultate. Ni namenjen in ne izhajam iz problemov. Mislim, da mi nimamo problemov, kdaj imamo težave s problemi, ampak nimamo problemov v takem smislu, da je zame kaj narobe. Delamo vse, kar delamo najboljše, kar znamo. Ker če bi znali bolje, bi naredili. Tako da nekako gledam iz tega, da mogoče pa z nekim večjim zavedanjem neke situacije ali pa enega obnašanja, lahko pa potem kaj spremenimo. Tako da sam toliko, da smo že zdaj na taki črti, kam bo šlo vse to predavanje. Tako da gradim v bistvu od znotraj navzven, a ne? Tako, ko se zdaj počutim, najprej pregledam celo moje trenutno stanje, ali sem utrujena, zmačkana, ne vem, zaspana, bolana, in potem od tam naprej naredim, ok, show must go on in gremo v komunikacijo. Tudi sam omenila bom, ne, to ni medicina, ampak je coachanje, ne, tako da če so kakšni resni problemi, potem ne vzeti vsega za 100%, kot sem omenila, izhajam iz igralstva in sem preizkusila vse te metode v poslovnem svetu, s psihiatri in delujejo, ampak dajte vzeti nekaj, kar vam koristi in drugo pustite. Sej ni treba, da vse vzamete, kot da je to zdaj čista resnica, ker pač vsakmu koristi svoje, a ne? Dobro, zdaj smo prišli vsi iz različnih, smo iz Rija, smo iz Škofij in iz Ptuja, z Londona, tako da vsi smo prišli iz nekih drugih vetrov. Res, da je sobota in res, da je sobota popoldne, ni nujno popoldne pri vseh, ampak bomo zaenkrat se samo malo raztegnili, malo prišli v sedanji trenutek, tako da bi prosila, da vsi vstanete trenutno, bomo se samo malo raztegnili, da pridemo potem vsi hkrati z iste energijo. Vsi vidite? Ja. Kaja, malo te skupljamo. Se mislim, da me morate videti, no? Pa tako, da bi ubirali eno jabolko tudi z tablico.
Da mislim, sem prišla nazaj, ne? Ja, si nazaj. Super. Ok, se bomo zdaj samo razsegnili, pa potem bomo stresli eno zapestje, kar dajmo ga stresti, pa druga zapestja. Super, pa ena noga, pa druga noga. In se faj še enkrat raztegnem. Gor, faj zadržite in spustimo dol. V redu, super. Ok, lahko malo poskočimo, malo da se ogrejemo, malo da pride kri v glavo. Super, no in da se pa dajmo nazaj usesti. Evo, odličen. Super. No, mislim, da se vsi malo bolj počutite, drugega ste dobili malo rdeča lička, tako da to je tudi dobro. V redu. Ok, prav. Glejte, uspešno komunikacijo bom razlagala iz dveh delov. In sicer iz krogov energije, ki jih potrebujemo, in iz nekega modela, kako se na to sploh pripravimo, kako to potem izvedemo in kako se potem tudi odpočijemo, da smo pripravljeni ali na nov sestanek ali pa potem na privat delo. Rada vas bi samo vprašala, veliko vas ne vidim, ampak koliko od vas dela od doma trenutno? Dvignete roko. Skoraj vsi. Super. Koliko od vas pa nosi masko, če delate na službenem mestu, koliko od vas nosi masko medtem, ko govorite tudi po Zoomu? Super. Odlično. Dobro, tako da bom vedela potem za naprej. Ok, dobro. Zdaj, vsakmu uspešna komunikacija pomeni drugo, ne? Enim pomeni to, da si fleksibilna v reakcijah, enim pomeni, da si ful prezenten, enim, da imaš zelo dobro obrazno mimiko, enim, da je zelo jasna dikcija in sama vsebina, vsakmu nekaj drugega pomeni, ampak vse izhaja iz dveh stvari, in sicer iz zavedanja, da si v tem trenutku, in pa iz 3 krogov energije. To ni neki čakre in aure ali karkoli, ampak gre predvsem za našo prezenco v sedanjem trenutku. Če si predstavljamo 3 kroge energije, prvi krog energije je ta intimen krog energije, ko nekaj razmišljamo, smo zamišljeni, malo se momljamo v brado, ne prav reagiramo z drugimi ljudmi, saj se prepoznate verjetno v tem krogu, kdaj smo samo, verjetno na telefonu smo največkrat v prvem krogu energije, ne? Je tak malo bolj intimen, ne v smislu, da imamo kakšne čudne misli, ampak v smislu, da premišljujemo, in glas je tak zaprt vase, ne? Tudi malo smo skrčeni potem telesno. To je prvi krog energije. Tretji krog je pa ravno ekstrem v kontrasmer, ne? Tretji krog je pa energija razprščena, pa človek tako govori, pa je agresiven, pa napadalen, a me slišite? To je ta tretji krog, je tako, wow, ne razumem nič, kar mi govori, slišim, ampak informacija ni šla skozi, ne? Drugi krog je pa ta zlata sredina, kjer se trudimo biti največkrat, ko komuniciramo z ljudmi. Dostop moramo imeti do vseh 3 čez dan, ker če smo konstantno v tem drugem, prezentnem, jaz te poslušam, te razumem, mirno odgovarjam nazaj, moj glas je sproščen, približno zdaj sem nekje med drugim in tretjim krogom energije trenutno sama. V tem porabimo ogromno energije, ampak hkrati, ko pa smo v komunikaciji, pa to ta golden cage, ta zlata sredina, v katero bomo pač danes vstopali, ne? V katero bom pokazala, kako če smo v prvem ali pa v tretjem, kako se postaviti v drugi krog. A je do zdaj vsaj to jasno, kaj so ti 3 krogi energije, ker o drugem krogu energije bom ogromno govorila čez celo delavnico. Ali je tam zap? Ne? Ja. Dajte mi dajte mi jasno pokazati, ker če ne bom videla. Super, ok, odlično. Dobro. Zdaj, rada vas bi kot eno tako zanimivo domačo nalogo, dajte opazovati tudi druge ljudi, v katerem krogu energije so z vami, ker boste znali opaziti, da se dostkrat pogovarjate, vi ste ful prezentni in hočete eno informacijo od nekoga dobiti in je on pa tako nekako tam je vam, To se najbolj vidi, recimo, ko nekoga vprašaš,
da imaš problem, ne? In to je zdaj velika razlika. Prvi krog energije bo, ja, nimaš kaj, tako je, ne, ja, in gre naprej na telefon, to je ta prvi krog. Tretji je pa, aha, to moraš narediti, to tako rešiti, v bistvu sploh te ni poslušal, ampak ti daje kar takoj neke napotke, za katerega sploh nisi vprašal. Ja? Ok, to je zdaj prvi del. Drugi del bomo pa gledali naš PPP model. Zdaj ga bom razložila, da ne bo tako, kaj je to. Jaz bi rada zdaj vas vprašala z dvigom roke, koliko od vas vas telovadi? Tam to da. Skoraj vsi, wow, smo pridni. Jaz ne bom dvignila roke. Aha. Odlično. No in gledajte, pri telovadbi recimo, kaj naredite najprej, ne? Najprej se ogrejete, je res. Ne? Najprej vidite malo stretching ali karkoli, da se ogrejete, potem potelovadite in potem se raztegnete. Ne? To je tak normalen proces, ki ga pri telovadbi uporabimo, potem, ko gremo pa na delo, pa tega ne naredimo. Ne? Toda, ko se prav človek vpraša, aha, se pravi, skrbim za mišice, da se mi ne unamejo med tekom, za kakšno drugo mišico, kot je glas, moj hrbet ali pa možgani, pa v bistvu mi je vseeno, vstanem 5 minut prej v službo, se namažem in grem. Ne? Tako da ta PPP model je v bistvu zlat model za stamino na dolgi rok. Jaz sem ga spoznala preko igralstva, ampak tudi zdaj, ko delam v poslovnem svetu, vidim, da na dolgi rok to res deluje. Tako da gre na 3 dele, in sicer na pripravo, potek in premor. V angleščini gre na isto, preparation, play, pause. Tako da je PPP model v obeh jezikih enak. Kar pomeni to, da se najprej na delo pripravimo, potem delo oddelamo in potem se po delu odpočijemo. Ja? Je do zdaj to jasno približno, kaj mislim s tem povedati? Ja? Kar da ne boste šaj, ker vas če ne vidim, tako takih mičkenih kvadratkih. Super. No, in danes bomo pogledali te osnove od osnov, kaj pomeni priprava biti v drugem krogu, potek biti v drugem krogu komunikacija in potem premor po drugem krogu komunikacije. Zdaj bomo naredili osnove, potem pa na koncu vas bom povabila ena delavnica, bom naredila en tak 3-tedenski izziv 28. aprila in se vas zanima iti malo globlje, če boste dobili tukaj eno inspiracijo, potem se lahko tudi na to prijavite, ampak potem malo kasneje. Ok, bomo začeli kar s pripravo. Zdaj vas vprašam, sam tako pri vas, ali pa lahko se tudi unmutate pa poveste, kaj se vam zdi, da je najbolj pomembno pri pripravi na delo? Miselna priprava. Miselna, ok. Ja? Zapiski. Zadelati, ne? Ja, Mateja? Zapiski. Tako, spravi vsebina, ok. Mogoče nek plan, da veš, kaj boš naredil, nek to-do list, pa kakšen je tvoj cilj za dan. Super, se pravi urnik, ne? Pa cilji, še kaj? Zanimivo je, da noben ni omenil telesa, ne? Kako se pripravi telesno na delo. Vsi smo, aha, glava, gremo, ne? To vsi naredimo, vsebinsko smo eksperti. Noben pa ne pove, a ja, v bistvu lahko bi pa rabila malo pogledati, kako diham, kako sem se usedla, kako začnem dan sama pri sebi, ne? Najprej sam pri sebi, pardon, imamo fanta, še bolj pa Timotej, tako da ne bom nagovarjala, smo ženski. Se pravi, jaz bom začela v kontrasmer. Vsebino vsi poznamo. Zdaj vas sploh ne bom niti izzivala, ker vem, da vsi vemo, kaj delamo. Zdaj pa ne vemo, kako delamo. Tako da najboljša priprava je telesna priprava, ki nas potem v bistvu preko telesa tudi možgani začnejo drugače delati. In sprva bomo začeli z dihanjem. Dihanje je najbolj pomembno iz vidika tega, da nam pač fizično da kisik v možgane, ampak hkrati nas tudi prizemlji, nas umiri, nam tudi omogoča eno dobro komunikacijo, pa nam jo lahko tudi pokvari. Z dihanjem mi kontroliramo naša doživljanja. Ne vem, če veste, ampak meniški menihi se 5 let učijo samo dihanje. Ker v sekundi, ko začneš ti manipulirati dihanje, recimo jaz izhajam iz igralstva in recimo, ko si reče, pa se lahko zjočeš na sekundo, ja se lahko, ker z dihanjem
naredim tako in začnem dihati malo bolj in bom v sekundi bila v solzah, ker sem zmanipulirala svoje telo preko dihanja. Ne? Isto ga lahko potem umirimo, če smo malo živčni pred kakšnim sestankom. Tako da vsak pride neko prtljago, tako da je pomembno, da se v pripravi res pripravimo tudi z dihanjem. Bomo kar poskusili, ena vaja izhaja iz Qigona, ena verzija Tai Chia, in vam jo dam tako na srce, da vam bo znala priti prav, ko ste ful pod stresom, ko vas je eden lih kar neki napadu, ali pa niste pripravljeni na sestanek, kako se v tem primeru pripraviti in umiriti. Tako da bomo še enkrat ustali. Pa upam, da ne bom zdaj spet nekam šla. Tako, okej. In v bistvu imenujem to 3x3 dihanje. Zakaj? Zato, ker v bistvu najprej vdahnemo v trebuh, potem vdihamo v pljuča in potem dvignemo cel dih čez glavo. Prav? Dajte mi samo slediti, ne pričakujem, da bo prvo popolno, ampak se sploh ni važno, samo to, da dihate vedno v ta del, ampak ta zavedanje gre pa čez celo telo. Prav? A vsi stojite? Špela, stojiš? Super, odlično. Super, no potem bomo pa kar vdahnili in gremo na prste gor. In izdih. In vdih. Raztegnemo rame in izdih. Lepo počasi, vsak gib je nepretrgan in vdih. In izdih. Kot da bi potiskali zrak dol in še enkrat vdih. In izdih. In vdih. Opremo prsta in izdih. In še enkrat vdih gor. In izdih. In tudi, če imamo kakšno predstavitev, v bistvu res rečemo samo dihaj. In izdih. In izdih. Vdih. Izdih. Zdaj pa vdih. In jaz si potem mislim, da me kakšne take da se res pretegnemo. Kako se zdaj počutite napram prej? Je boljše, slabše? Boljše. Boljše, ja. S tem odpremo tudi to našo prezenco in celo telo. Tako da boste opazili, zdaj verjetno ste vsi sproščeni, ker ste na ti delavnici, ampak ko pride do kakšnega napora ali pa kot se živčni, recimo jaz to naredim pred vsako delavnico, pred vsako prezentacijo, tudi dan sem to naredila, ker enostavno te spravi v sedanji trenutek, če sam mislimo na to, da dihamo, ni dovolj, moramo s telesom si pomagati, ko gre za res. Ja? Ok, glede drže, to je druga stvar, ki je pač tudi zelo pomembna, ne? Drža, tudi če je preko Zooma, nam pove ogromno. Vi vidite, da imam zdaj recimo sproščena ramena, sproščene rame. V sekundi, ko sem tu, sporočam eno čisto drugo zgodbo. Je res. Ne? V sekundi, ko glava gre nadol, to je nekaj narobe. Ne? V sekundi, ko sem tu tako gor, je tudi nekaj ni prav. Tako da drža naj bi bila čim bolj nevtralna. In kako to pride, je, da bomo zdaj kar vsi poskusili. In sicer bomo noge dali obe na tla, da se dotikajo. Če se usedete malo bolj proč od sedeža, boste videli, da imate malo bolj večjo kontrolo. Ja? Potem pa lahko zamižite, lahko ne, ampak če zamižite, boste to bolj čutili, da malo premaknete prste pa noge, pravi stopala in začutite res tla. Potem se malo in tak krogec naredite po kolenih, naredite, kolena so tudi tu, super, v redu. Potem malo po stegnih se lahko tako, malo en tak brush naredite, ne. Medenica pa naj bo na noter obrnjena, dostikrat smo tako usločeni nazaj, se pravi, če vam pokažem, dostikrat smo usločeni v ta smer, tako, moramo imeti pa medenico na noter, tudi ko sedimo, a ne. Vam bom pokazala en zelo preprost trik, ko ste recimo že utrujeni, recimo, da je to 5. zdaj sestanek na Zoomu, si boste predstavljali, da držite pladenj, nekje pri kopku, jaz bom malo dvignila, tako da vidite, se pravi, držite pladenj, najboljše sledice,
In zdaj si ga res dajte predstavljati in kar naenkrat se ta sledica začne povečevati. In greste naprej, naprej, naprej in spravite to do konca in kar naenkrat se malo bolj ravno držite. Je res? Je ali ni? Ja. Drži. Če smo usločeni, v bistvu potem naredimo to držanje pladna in bomo takoj šli malo bolj pokončno sedeti. Tako da zdaj dajmo sedeti kar pokončno. Rame se morajo biti sproščene, ja, rame sproščene in dol. To lahko preverite tako, da jih fajn stisnete ušesom. Fajn in potem jih sprostite, tako da rame padajo normalno dol. Glave pa tudi dvignena, ne? Tako da jaz si tako naredim, da se tako od odzad malo pobožam, ko naredim, zdaj sem. Sej to ni, da boste postali zdaj roboti in boste cele 2 uri pač tako sedeli, gre za to fleksibilnost, da se opomnemo vsakeč, ko se malo naredimo, pladem gor, tako da držimo ta hrbet konstantno aktiven, ker če ne, nas bo prej se začel boleti. Ja? Ok, je do zdaj jasno to? Ja, super, ok. Fajn je, da delate z mano skupaj, ker ko boste poskusili z mano, potem boste videli, vse je res, ja, če da tem pladem, če pa sam razmišljamo od tega, potem pa nič ni, ne. Ok, tretja stvar, ki je pa res sam za to delavnico, je pa zaslon. Ja, koliko ur preživite recimo na dan pred zaslonom? Cel dan. Cel dan? Ja, recimo, da vsi štejemo enkrat 8 ur. 8 minimalno. Ja. In to pomeni, da v bistvu smo cel dan v neki pozi, ki ni stoječa. Ne? Žal smo v takem obdobju trenutno, pa tudi na splošno, če ne pa bi bili sestanki in kolegi, preko katerih bi konstantno sedeli. Zaslon je vaš sogovornik. Dajte si sam to zapomniti, ker to je zelo pomembno. Zaslon je vaš sogovornik, se pravi, da hočemo imeti čim eno tako bolj naravno prezentacijo sami sebe, tudi ko z nekom z drugim govorimo. Tle vam bom dala en tak spoiler alert za Netflix in za vse serije, ki jih gledate. Dajte opazovati, iz katerega kota je oseba snemana. Vedno je snemana iz kota, preko katerega jo drugi vidijo. Ja, se pravi, da kamera, tudi ta vaša kamera na računalniku vas konstantno snema iz kota, iz katerega vas drugi potem vidijo. In kar se zdaj trenutno dogaja pri Zoomu, je to. Ja? Je to buljenje iz neke višine, ki nima nobenega smisla s tem, kaj se dogaja v resnici. Noben vas ne gleda v brado na sestanku, vsi ne grejo tako gor, pa vas gledajo iz strani. Tako da moramo paziti tudi, da je ta zaslon v višini oči, da zgleda, da jaz recimo zdaj gledam vse enako, ker sem si ga toliko dvignila, vidite, Borut že popravlja, Mateja bo tudi šla z njim. Dajte kar si ga dvigniti na nivo oči, se pravi, ta kamera, ta pikica, ki je, mora biti na nivoju oči. Maruša, če imaš kakršnokoli možnost, da si ga sam dvigneš, malo boš videla razliko. Borut, ja, imaš vprašanje, kar povej? Ja, je malo težko, ko imaš prenosnik, pa tako naprej, ker prenosnik je to knjižni in tako naprej, ga mogo res dvigniti, da dati na neko stojalo. Tako, jaz sem zdaj na taki tablici, ja, in imam od spodaj 6 knjig. Ja? Tako da si ga daj dvigniti pa s kakšnimi knjigami in to bo iz vidika, da vas drugi gledajo v oči, da so dvignjene, hkrati pa tudi vam vrat ne bo šel dol, ker jaz grem staviti, da evolucijsko Polona bo potem me podprla iz scientifically, ampak jaz grem staviti, da bomo čez 20 let imeli tleno tako bulo, ker ni drugega, kot da bulimo skozi dol. Ne boste videli normalnega človeka, ki vas bo tako gledal. Vse tako ne gledamo ljudi, ko smo zunaj. Vse gledamo jih v obraz ravno, ne pa nekje od spod. Ja? Tako, evo, zdaj ste čist drugačni. Maruša še malo bi dvignila, ampak recimo, da pri ostalih vas zdaj gledam ravno v oči. In tudi vi mene recimo vidite čist drugače. Je res. Lahko bolj
vzpostavite to držo, ki smo jo prej pogledali. Ja? Bojana? Sem mislila, da ima še kakšno. Galaxy ima še eno vprašanje, se mi zdi. Ne vem, zakaj nimam niti slike, niti video, ne vem, zakaj ni imena, jaz sem Petra, Galaxy je Petra. Ne vem, zakaj gre. Ampak je bilo jasno, kaj smo se zdaj pogovarjali? Ja. Ja? Samo sem na telefonu in imam ga čisto cel čas gor. Super. Tudi telefon se lahko dvigne, ne, proti obrazu, da se ne dol gleda. Ja? To je pač pomembno za našo samo prezentacijo. Jaz, če sem tako dol, zamorim cel glas. Mislim, da se lahko vsi poistovetite, da vam po 5 urah govorjenja tudi malo glas nagaja, ker ni sproščena ta pot med tem, ko se glas formulira, ampak smo konstantno dol, pa še slonimo na mizi, pa gledamo, pa oči skoraj ne premikamo, ne? Je to zelo obremenjujoče za cel sistem. Ok, drugi stvar, kar se tiče tega zaslona, je ta naša škatla, ki si jo lahko tako fizično malo predstavljamo, kje smo. Pravi, jaz vem, da sem nekje tukaj, in nekje gor me, verjetno me nekje tukaj odseče dol. Ne? Tako da zdaj vem tudi fizično, če si pogledam roke, v katerem kotu se lahko premikam. Načeloma najbolje je, če smo ravno, ne? v neki sredini, ampak če jaz vem, ki je škatla, lahko moj video tudi sklopim in se z njim ne več ukvarjam. Ne? Do tega bom še prišla, ampak samo toliko, da veste, da je tudi ta škatla pomembna, tudi da vem, to je že malo preblizu, pa tudi telesno mi je preblizu. Se lahko vsi provate, do kje greste in je preblizu, tako, ok, to je že malo intimno, verjetno tla kaj drugega povedati. Tukaj sem pa že malo daleč, ne, pa je glava malo premajhna, da bi se ne videlo. Ne? Tako da nekje tukaj v sredini, recimo, da sedimo. Ja? Ok, zdaj, zadnja stvar, ki je taka malo pri pripravi, je še make-up in obleka, ki bi jo recimo omenila. Za make-up recimo za fante ni tako pomemben, ampak jaz sem... Je pomemben? Ne, hvala, da ni pomemben. I'll pass. V glavnem, pri ženskah recimo make-up naj bo tako naraven, kot je v resnici. Ne vem, če vam je potrebno dati kaj več make-upa gor. Bom pa sam predlagala, če si ga ne daste, pa imate kakšno predstavitev, kjer morate biti malo bolj prezentni, maskara ful poudarja oči. In to mislim, da je zadost, ker odpre oči naravno in potem se jih tudi malo bolj vidi in ste bolj ekspresivne. Glede obleke vam bi pa nasplošno predlagala, da se oblačite točno tako, kot bi se oblačili, če bi šli v službo. In to ne samo od pasa gor, ampak celi. Tudi z hlačami. Ne, da ste v trenirkah od spodaj, pa samo ena srajca, pa ki še do zadnje izlikana. Dajte se res oblačiti tako, ko se oblačite, ko greste v službo, ker to vam bo tudi iz ene druge sfere pomagalo pri tem, da se boste obnašali, kot da ste na delu. Pa tudi ta tranzicija, o kateri bomo govorili v naslednji delavnici, ta tranzicija med delom od doma do službenega dela bo manjša, bo manjši šok. Ker smo se kar navadili zdaj, da smo v trenirkah, malo tako, malo bulmo, malo si sklopimo video, malo po telefonu šarmo. To potem, ko enkrat prideš v kolegij, kar naenkrat vam bo manjkalo do take mere, da boste imeli v kontrasmer šok. Tako da, če upate že zdaj, da se malo pripravite na delo, tako kot bi se pripravili drugače, verjetno vam bo malo bolj pomagalo. Vidim par nasmehov, tako da mislim, da sem nekam zadela. Ja. Kdo se sploh še oblači, če ni sestanknujen, ne? Tako, zdaj, zadnja stvar. Dala vam bom ful informacij danes, se že vnaprej opravičujem, provala bom biti čim bolj jedrnata, ampak če bo preveč, dajte mi tudi povedati, lahko že vmes začnete to delati, tako je too much, ne? Zadnja stvar, ki jo bom pri pripravi omenila, je pa imaginacija prostora. In o tem zelo malo ljudi govori. Je pa, mislim, da ena stvar, ki kako naredi razliko med tem, ali smo pripravljeni, koga srečamo ali ne. Imaginacija prostora pomeni, da se mentalno pripravimo, s kom bomo govorili. In tle gre za vse, ali je to intervju,
Ali je to nek kolegij, kjer je približno 10 ljudi, ali je to seminar, kjer jih je recimo 30, 50, 100. Jaz sem se danes pripravila, da imam energijo za približno 50 ljudi. In zdaj vem, da vas je približno koliko, da gledam 25. Jaz vso energijo stavim 25 ljudem. Če bi s to energijo jaz govorila na intervjuju, bi bilo absolutno preveč. Tako da preden pripravite ta join meeting, si v glavi dajte zamižati in si predstavljate te ljudi pred sabo. Predstavljate si, da ste na kolegiju, bo 10 ljudi in grejo tako okoli in jih bom gledala pač na ekranu, ampak so okoli mene, da se potrudite čutiti to energijo. Če je intervju, bo rekla, je pa ta zelo specifična dotična oseba pred mano in z njo bom govorila pa v drugačnem tonu. Z njo lahko malo sprostim ta, dober dan, jaz sem Kaja. Ne bom rabila imeti ful energije, zdaj tukaj jo dajem pa več, zato ker vem, da vas je več. Je to smiselno? Vam to je ena taka informacija, ki vam pride prav? Ja. Super, ok. Zelo je pomembno tudi, ker imate sestanke, kjer gre na nož, ker rečete, uni Mark me bo zafrkaval, zdaj ga bom jaz locirala, v moji glavi ga bom locirala in dihala k njemu. Vse veste, ki mislite, da ta energija gre tja in rečete, I got this. Sem pripravljena na njega, ne da gremo v ta join meeting, kaj še imam za narediti, živijo, ne, samo toliko, ok? To je to od priprave. Je praktično dovolj, bi še kaj rabili, da razložim? Ja, Borut, kar povej. Jaz moram reči, da meni v zadnjem času je bil največji izziv, ko je bilo simultano oboje. Se pravi, sem bil 30 ljudi online in 20 ljudi v živo. In sem bil hkrati v eni sobi plus še online zaradi covida, ne? Kakšen nasvet za to, ker to mislim, da je najtežje. To je super vprašanje, hvala Borut. Na isti način gre, se pravi, če je remote, ko gremo, ko boš gledal recimo ta ekran, si predstavljaš, da je še dodatnih 30 ljudi s tabo v živo. Se pravi, ti imaš opravka s 50 ljudmi, ne samo s 20, ki so pred tabo, ampak s 30, ki so še na online. Tako da ta energija, ta priprava, tvoja privat, ki jo delaš preden greš na sestanek, pomeni, da je za malo večjo publiko. Ker če se boš pripravil samo na teh 20, jaz grem staviti, da boš tja dal tako eno četrtino tvoje energije. Kam je pa fokus, ker meni je bil predvsem izziv fokus, gledati ljudi, gledati v ekran. Fajn je, če si ekran daš pred sabo, tako kot recimo, ko ga imam jaz, zdaj ga imam pred sabo, ampak ni prav na višini oči, ampak gre eno pikico malo nižje, tako da jaz lahko še celo sobo gledam. In zdaj, če bi bila recimo, da ste vi moj 20 ljudi, da je na kolegiju, jaz gledam, seveda, ja, Mark, ja, Tanja, ja, seveda, in grem sem. Tako da v bistvu imam pred sabo te ljudi, ki so virtualno in njim dam enako vrsto energije kot ljudem, ki so pred mano. Fajn ni, če računalnik pristrani, ker potem to vrže fokus iz vsega. Boste bili tako pristrani, nekje dol gledali in potem je to ogromnega prilagajanja čez dan. Tekom sestanka. Je to odgovorilo vprašanje? Ja, super. Si predstavljate, kot da so kot ena knjiga, ne? Pred vami, kot zapiski. Ok, super. Dobro, bomo poskusili zdaj samo z eno prostovoljko, če jo imamo. Samo da vidimo, kako bi to šlo v živo. Potem pa bomo videli prej in potem efekt. Zdaj sem pripravo že nekako predstavila, potem pa bomo šli naprej. Bom kar zbrala Leo, da vas ne najprej šokiram, vse ostale. Bom zbrala eno od odpisov. Že pripravljena. No, dajmo. Leja, si se pripravila, sediš naravno, tako v eni drži, ki bo... Ja, sedim, mislim, da naravno. Imam tako mizo pred sabo, da ne morem kaj dosti mahati, ampak sem se spustila dol. Levo, desno, tako da imaš kar toliko približno, se ne boš nikoli premikala. Ne morem nekako dosti bliže iti.
recimo tako. Ni problema, saj te vidim. Okej. Zdaj recimo, Lea, da si predstavljaš, da sva že nekje sredi pogovora, enega intervjuja, pa te jaz kot delodajalec vprašam, no, Lea, povejte mi, kakšno je vaše, kaj bi rekla, da je to vaša najboljša kvaliteta, ki jo lahko prinesete podjetju, in pa ena vaša malo slabša lastnost, na kateri bi radi še delali. Zanimivo vprašanje. Ja, mislim, da je ena izmed mojih veščin zbiranje in arhiviranje informacij, ker me vedno zanima nešteto različnih zadev in področij. Tako